En lep dober večer, drage moje duše, dušice, lučke. En velik objem za vas. Tukaj iz tega prostora, kjer vas si predstavljam, da ste tukaj pred vami in vas objemam vse skupaj. Dobrodošli v oddaji, ki sem jo namenila vam. Vsem vam, dragi moji, ki tukaj globoko v sebi čutite, da vas v življenju kliče nekaj čarobnega. Nekaj, kar je čisto drugače od tega, kar smo do sedaj poznali. Odločila sem se za to oddajo, zato da lahko večjim sporočim, da je ta čas zdaj za duše, ki v sebi nosite luč. In da bo ta čas res nekaj zelo posebenega, se bomo skupaj družili vsak četrtek ob 8. In povabim vas k sodelovanju. Tako da, če boste dali kakšen komentar, bo tudi možno, da boste danes izžrebani. Zato, ker za vas pripravljeno presenečenje in to individualno, bom pogledala ven zapis, ki ga bomo danes izžrebali. Jaz vam želim, da ste danes sproščeni ob tem, ko se bomo družili in da čutite, da vas imam rada. Danes sem tukaj z vami, zato ker bi rada z vami podelila nekaj svojih izkušenj, tudi tega, kar se nam zdaj obeta v času, ki je pred nami. Veliko tem je, o katerih bi rada z vami govorila in preko katerih čutim, da imamo eno tako posebno povezavo. Za mano je eno tako zelo intenzivno leto. Mineva eno leto, odkar sem na tej duhovni poti sama in čutim globoko hvaležnost, ker sem v svojem življenju imela res najboljšega učitelja. Ob njem sem se naučila živeti. Ampak zdaj, v tem letu, ko sem sama, me je moj učitelj učil naprej. In naučila sem se leteti. Zato letim s svojimi krili in to želim sporočiti čim večjim ljudem, da imate svoje krila. In izkušnje tega leta, ki so za mano, so zelo posebne, transformacijske. Polne spoznanj, preizkušenj in tudi vseh tistih, če temu rečem, situacij, s katerimi se soočaš takrat, ko se postavljaš na nek način na svojo samostojno pot. Ta trenutek čutim veliko hvaležnost, da sem imela vsa ta leta možnost živeti svoje poslanstvo. Svoje poslanstvo, da berem dušne zapise, živim že, zdaj pa to že 25 let. In v tem času, ko smo zdaj in ko je res poseben, se verjetno to čutite, se moje delo vse bolj jasni, meni osebno, kaj je sploh v bistvu glavni namen. Čeprav sem celo življenje čutila, da sem tukaj za svet. Zanimal me je svet. Mene ni zanimalo to, kar je zanimalo povprečne ljudi. Mene je zanimalo, kaj se bo zgodilo s svetom. In vedno so me pritegnile zgodbe ljudi, ki so bili drugačni. Ker sem tudi sama bila zelo drugačna. Ker sem bila sama v svetu, v katerem sem živela, velikokrat zelo osamljena. In sem si pomagala na različne načine, da sem v tem času nekako lažje shajala. In ta čas, ki je zdajle, se mi zdi, tako ga doživljam, da je za vse nas, ki smo mogoče malo drugačni, res čas, na katerega smo čakali. In zato vam sporočam, da je vredno
da zaupate v to, kar je lahko za nekoga Bog, za nekoga energija, za nekoga pa vodstvo od znotraj, karkoli. Beseda pri tem v resnici sploh ni pomembna. Bistvo je, da verjamemo, da je nekaj v nas, ki je močnejše od naše misli, od naših občutkov in naših čustev. In veliko ljudi, s katerimi sem v stiku v zadnjih dnevih ali pa v zadnjem obdobju bolj rečeno, mi govori o tem, da doživljajo zelo veliko različnih preizkušenj in da so te časi res naporni. In jaz se s tem strinjam, zato pa tudi vas zelo spodbujam, da verjamete v sebe in da tukaj v sebi najdete tisto vašo, res vašo iskro, to vašo luč. In v tem času, ljubljeni moji, smo zato tukaj, da to luč združimo, da jo povežemo, da se prebudimo, da se dvignemo. Jaz v tem trenutku tako močno čutim, da me slišite, da enostavno ta moj na nek način poziv gre po celem svetu. Da se lahko povežemo po celem svetu v resnici luči, ki se povežemo v eno in edinstveno, veliko izvorno luč nazaj. Da se bomo tako počutili, ker smo se nekoč ljubljeni, sprejeti, vredni. Da bomo čutili tisti notranji mir in pa predvsem to, da smo vse svoje življenje več ali manj živeli v laži. In da je to res čas resnice, ki pa jo vi, ki že čutite svojo dušo, skozi bolj čutite, vidite, slišite, skratka veste, kaj je resnica. In to bo vse bolj intenzivno. Se je tak čas, se smo si to želeli. Nekoč, nekdaj smo si rekli, da se bomo v tem času spet rodili, da bomo živeli v tem času in da bomo užili to, kar se zdaj imenuje novi svet, ali pa z drugo besedo svet, kjer vladata harmonija in ljubezen. In zato tudi z vami želim to deliti, kako priti do tega, kako priti do te harmoničnosti, ljubezni, radosti, veselja. Ker to je dejansko vse noter, res. Čeprav je to tako malo klišejsko, ja, vse imamo že vse, ampak je res. Dejansko je res, ker vse to je toliko močno v nas, sam pozabili smo. In zato lahko samo to rečem, da vas želim na to spomniti. Ker ne da se tega naučiti. Ne da se v resnici strenirati tega. Tega se rabiš samo spomniti. Ker to, da si ti luč, je žal za marsikoga nekaj, kar ne prenese, ampak za tebe je pa to resnica in odrešitev. Zakaj sem rekla, da žal za nekatere to ni lih lepa informacija? Ja, zato, ker na svetu je pač tako, da nekateri tega ali ne razumejo, ali jih pa preprosto luč moti. In zato je v tem času treba vzeti v zakup, da se med nami delajo različne ločnice in da so se bregovi na nek način že ločili. Zato ni nič nenavadnega, da odpadajo ali prijatelji, ali da se delajo neke spremembe v družinah, kakorkoli. To je zdaj kar običajna stvar. Zato vsi vi, dragi moji, ki se vam kakšne take stvari dogajajo, sam pomirite se. Čist normalen je to. To je čas prebujenja in v tem kaosu, ki se včasih sprašujemo, kaj se dogaja, se več ali manj vsi nahajamo. Ker enostavno drugače ne gre. Ko nekaj starega razpada in se na novo začne oblikovati čas ali pa preprosto svet, je tako polnega, totalnega kaosa. Zato dobrodošli, če se vam kaj takega dogaja. Verjetno čutite, da se ne morete mogoče več zanesti na tiste stvari, ki ste vse včasih, da kakšne metode, ki ste jih v času uporabljali, ne delujejo več, da stvari, ki so včasih bile učinkovite kot, ne vem, orodja, tehnika, karkoli zdaj temu rečemo, da ne drži več. Ampak da je zdaj samo še to bistvo, da verjameš, da si ti resnica,
luč, da si pot, ki je preprosto pot, na katero si stopil Bog ve že kdaj. Mogoče toliko veliko življenj nazaj, da si se včasih vprašal, zakaj si še vedno tukaj. Mogoče pa toliko časa hodiš na tej poti, da si se včasih spraševal, ima ta pot sploh kakšen smisel. Ampak povem ti, da ima. In zato te spodbujam vse vas, da v to verjamete še naprej. Da enostavno imate pred sabo ta fokus, da boste prišli do te enosti in to ne, da čakate še ne vem koliko življenj, zdaj je ta čas. In zato vsem vam sporočam, da verjemte vase. In jaz verjamem v vas. Tisti, ki me gledate, nekateri ste bili že pri meni, veste, da ko enkrat slišiš resnico o sebi, je malo lažje. Zakaj? Ker jo dostikrat čutiš, ampak vsi ponavadi govorijo drugače, kot čutiš ti. In zato jo dostikrat zanikaš. Jaz pa želim, da živi svojo resnico. To čutim kot svoje poslanstvo, lahko rečem od malega. In v zadnjem času berem iz vašega duha. Temu se v zadnjem času najbolj posvečam, ker dolgo časa sem se posvečala samo branju dušnih zapisov. Vendar se je zgodila ena prelomnica, da zdaj potrebujemo resnico o tem, kaj je naš namen. Kaj je tukaj noter v tej naši esenci? Kaj je v nas zapisano? Kaj je v nas dal stvarnik? Kaj je on rekel, ko je to našo esenco ustvaril? Kdo smo mi? Kaj mi predstavljamo? Kakšne imamo mi darove? Kakšen je naš namen? Zato ta izvorna resnica, ki je tukaj le noter v naši esenci, je vse bolj pomembna. Kajti, ko to čutimo, predvsem pa, ko tudi izvemo nekaj, kar mogoče si niti naš predvsem ta je dostikrat nam nagaja, ne, se vemo, ovira našo resnico, ampak ko enkrat to začnemo živeti, potem vidimo, da smo res vsi tukaj z namenom in da ni čisto nič slučajno. Da tudi pot, ki smo jo prehodili, tudi pot, ki je za nami, je tista pot, ki nas je do tukaj pripeljala. Zato je toliko pomembno, da iz te naše esence, torej iz tega našega čistega bistva, začnemo dobivati nazaj svojo moč. Ker mi smo to moč izgubili. Ker smo verjeli, da nam bo ljubezen od zunaj dala ljubezen. Ali z drugo besedo partner. Da bomo dobili potrditve v zunanjem svetu. Da bomo dobili od zunaj neko vrednost. Ampak največkrat smo bili razočarani. Ker vse to dejansko nismo dobili od zunanjega sveta. In smo ostali samo prazni znotraj sebe. In zato, ko veš, da si ti ta Božja luč, da si ti ta esenca, in ko veš, da je točno v tebe ta, ki ga lahko imenujemo Bog ali karkoli po svoje, imate lahko svoj izraz, zato lahko rečemo izvor. Da ta izvor je točno tukaj noter v to našo esenco vdahnil, kdo mi smo. In ko iz srca začnemo živeti, in ko čutimo, da je to bistvo našega življenja, da živimo za nek višji namen, da življenje ni samo zato, da ga preživimo, da se ukvarjamo s temi preživeti, ampak da je življenje dosti več. To začutimo v srcu. V glavi tega enostavno ne moremo začutiti, ker glava nam da cel kup enih informacij, kaj bi za nas bilo dobro. Spomnimo se v glavi, kaj so nam rekli o nas. Vse je tukaj noter zabeležen. In ko poslušamo svoje misli in občutke, mi se sploh iz tega ne moremo zvleči. Zato je ta prehod iz glave v naše srce najbolj bistven. Še v nedolgo časa nazaj smo se ukvarjali s tem,
kaj smo bili v prejšnjem življenju. In to so tudi govorili naši dušni zapisi, oziroma govorijo še vedno. In ukvarjali smo se, kakšno imamo karmo iz teh življenj, kakšne imamo neke karmične odnose, zakaj nam nekaj v življenju ne laufa, je to nekaj zaradi prejšnjega življenja in tako naprej. Skratka, veliko se je okrog teh življenj vrtel. Zdaj, dragi moji, je pa bistvo, da to kar nekako vzamemo samo kot izkušnjo, čeprav je to bilo življenje, pa za življenje, pa spet življenje, pa spet življenje, ampak da samo nazaj pogledamo in rečemo, to je bila samo pot. Zato je branje duha, branje vaše esence zdaj tisto, kar vam pa vse te izkušnje prizemlji in vam da nazaj tisto, kar je najbolj bistveno, zavedanje, kdo ste. In ko se bere duh, ko se bere esenca, to ni samo branje, to je dosti več od tega. Zato, ker ko odpremo to vašo čudovito skrinjo in pride ta luč ven, potem vi to začnete čutiti. In pa se ne boste in se tudi ne več imenujete, jaz sem otrok tega pa tega starša, sem rojen v tej in tej družini, ker ko se s tem identificiramo, mi v neki podzavesti ves čas čutimo, da moramo polagati neke račune, da se moramo na nek način dokazovati, da moramo biti taki in drugačni. In zato veliko življenj zapravimo lik zato, ker bi radi ustregali ali ustrezali nekim kriterijem, pričakovanjem, ki jih ima okolica do nas. Ko pa zavestno živimo, ko živimo to svojo luč, ko zavestno živimo to, kar smo, pa vse to odpade. Ker naenkrat se spremeni ta odnos do okolice. Ne rabimo več biti v nekem pomenu taki, oziroma začutimo, da nam ni treba biti taki, kar si drugi želijo, kot drugi pričakujejo, kot bi radi, da zgledamo kakorkoli. Mi enostavno iz svoje esence preprosto res samo smo. In sledimo vodstvu, ki je tukaj noter, ki ni v naši glavi, ki nas samo nežno pelje po poti naprej. Na tej poti ni vse idealno. Je pa neprimerljivo drugače. Še vedno se srečujemo s situacijami vsakodnevnega življenja. Ampak neprimerljivo je, ker to vzameš drugače, mehkejše. Bolj si na nek način ne samo miren, ampak stvari ne gledaš več toliko dramatično. Ne gledaš več tako prizadeto, ker če gledamo, kaj naš velik problem človeštva je ravno ta naša prizadetost. In veliko ljudi se sprašuje, zakaj. In išče, na primer, odgovore v otroštvu, v tem, da smo imeli take pa take starše in tako naprej. Ampak izkušnje, ki jih imam, govorijo o tem, da ta prizadetost je lahko tudi iz tega življenja, ampak dejansko je daleč nazaj vzrok, zakaj se mi tako počutimo. In v tem našem zavedanju človeškega jaza je ta prizadetost kar nekako noter. Skoraj v vsakmu ali pa v enemu bolj, v enemu manj, je ta občutek, da imamo neke, recimo temu, odnose, v katerih se tako počutimo, ali da se nam je nekaj pač posebenega zgodil, pa se tako počutimo, ali pa slabega rečemo, ne. Skratka, ta zapis je v nas. In ko živimo mi po tej genetiki, mi živimo tudi to, kar smo dobili po svojih prednikih. Kar smo dobili podedovano. In to so seveda tudi vzorci, po katerih doživljamo ali ljubezen, srečo, ali denar, karkoli že. Seveda, vse to smo živeli zato, ker drugega nismo znali. In zato, ker nam nihče ni povedal, da mi nosimo v sebi tega duha. Da je ta duh v bistvu bistveno več kot tisto, kar smo se dokazovali, da bomo na nek način dosegli rezultate, da bomo imeli neko izobrazbo in podobno. Ne? Ta duh je enostavno tako, kot da bi rekla, da nosite del Boga v sebi. To je isto. In zato, že zdavnaj nazaj, če se spomnimo, ko je bil čas, ko je živel Jezus s svojimi apostoli, je govoril neko zelo, zelo pomembno
če temu rečemo informacijo. Moje kraljestvo ni od tega sveta. In tudi vaše kraljestvo, ljubljeni moji, če ste danes z mano, ni od tega sveta. Kar pa z drugo besedo pomeni, da najdi ta notranji tempelj, kjer pa to kraljestvo že obstaja. In kjer obstaja povezava z izvorom, kjer se mi lahko mirno povežemo in čutimo potem tudi moči. Pomislite, koliko moči damo svetu. Zato, ker občudujemo nekoga, ker nekoga poveličamo, ker nekomu rečemo nekaj ali pa mislimo, da je nekaj, kar v resnici sploh ni. In s tem druge postavljamo na pedestal. Pozabljamo nase. Pozabljamo, da je v bistvu glavna stvar našega življenja to, da sebe spoznamo, pa niti ne sebe, ker ko rečem jaz ljudem, da ne imajo večjo ljubezen do sebe, dostikrat rečejo, ja, sej grem na masažo, pa ne vem, pa si prvošem to pa to, ampak to ni ljubezen do sebe. To je samo, oprostite, fake. Ker ljubezen do sebe je nekaj drugega. Ko imaš to ljubezen do sebe, ti vseh teh stvari sploh več ne rabiš. Ampak so samo tako, super, v redu, tudi to je fajn. Nisi več odvisen od tega, da to moraš imeti. Najbolj pogosto vprašanje, ki ga ženske postavljajo, ko pridejo k meni, a bom srečala tega svojega dušnega partnerja, svojega dušnega dvojčka in podobno. In seveda težko je odgovoriti na to vprašanje, ker v bistvu iskanje tega večnega ideala ljubezni v nekem partnerju je nekaj, kar je v nas isto tako, kot je prizadetost, ta hrepenenje, ki pa je, oprostite, iluzija, ampak vsem to verjamemo. In zato ni nenavadno, da je to v resnici vprašanje najbolj pogosto, ki mi ga postavljajo ljudje. No, drugo je pa seveda, kaj je moje poslanstvo. No, in pri poslanstvu se pa že lahko začnemo pogovarjati o duhu, ne? To se pravi, kaj si prinesel s sabo, kaj si na nek način dobil, tako kot sem rekla, od stvarnika. In zato, dragi moji, vaše duše prehajajo v nivo duha. Zato zdaj v tem času ne rabimo več se obračati, kaj je bilo takrat, pa zakaj je bilo tako. Ampak zdaj smo na enem prehodu, individualnem in tudi kolektivnem, ko je bolj od vsega pomembno samo, da se torej zbudiš, da se spomniš, da nisi ti ta človek, ki ti je ime Janez, pa Pepe, pa kakorkoli že, ampak da si res Božji otrok. In zato, dragi moji, vas zelo, zelo spodbujam, da odmislite vaše izkušnje življenja, tudi če so bile zahtevne. In da vse ljudi, ki so bili v vašem življenju in mogoče še danes na njih mislite, kako da se vam je nekaj tazga v odnosu z njimi zgodil, da rečete hvala moji učitelji. Hvala, ker ste me naučili živeti, hvala, ker ste mi dali to izkušnjo in hvala, ker smo imeli eno obdobje z temi ljudmi, mogoče tudi dušne pogodbe. Mogoče so nas vezale neke dušne pogodbe, neki dušni dogovori, da je tako preprosto bilo. In če se boste tako naravnali, boste lažje spustili ljudi, da ne boste prizadeti, da se vam ne bojo stvari tako, bom rekla, zdele težke, ampak da boste celo v njih videli mogoče res nekoga, ki ste ga vi sami prosili, da pride, pa da vam pokaže to, kar vi niste. In tako boste mogoče lahko tudi od tistih, ki so bili v vašem življenju najbolj mogoče naporni, prepoznali, da jih je mogoče tudi vodila neka nevidna sila, da vas pripravijo na pot enosti, na pot zavedanja, kdo zares ste. Tako da jaz vam na vaši poti, ljubljeni, res želim lahkotnost, eno tako sproščenost, eno veselje nad takimi nepomembnimi stvarmi, ker mi se skoraj ne znamo več veseliti. Skoraj ne znamo v bistvu se sprostiti, ker je taka napetost, verjetno to čutite že tako kolektivno, ne?
ker mi smo tako kot pred enim velikim pokom, pred tem, ko ženska recimo čuti, ko je pred rojstvom, ko je vse napeto, ko je napetost, tenzija tako močna in takrat, ko ženska rodi, je tista, poplačana je za vse. In tako se tudi v tem času rojeva naša zavest. Rojeva se iz te nove globine, torej rojevamo se iz duha. In zato, ko poslušate ta zapis duha, se v vas ta koda, kdo vi ste, začne zbujati. In zdaj jih je že kar veliko v tem našem krogu, ker sem se odločila, da povežem ljudi, ki želijo več od življenja oziroma ki želijo živeti svojo esenco in postaja to krog bratstva. Zdaj tukaj, v tem širšem, ožjem krogu, ampak navzven, v svet, tja gre ta glas ljubezni, tja gre ta glas luči. Tukaj je Slovenija izbran kraj, ker smo se odločili, da se bomo mi srečali. In zdaj izpolnjujemo svojo obljubo, ki smo jo dali nekoč sebi in med sabo. In ta trenutek je zdaj edinstven in dajmo ga živeti. In zato vas vabim, tudi če se mogoče niste navajeni družiti ali pa navajeni povezovati, evo pri nas, v tem našem krogu, ste dobrodošli. Ker imamo razumevanje za te faze preboja v to zavest, razumemo, kaj se dogaja, ker smo šli čez to in vam lahko tudi pri tem pomagamo. Imamo več pristopov, več načinov, kako vam pomaga, da se odpnete, da se odvežete. Skratka, vse mogoče nekako prakticiramo za ta namen, da res pridete do te svoje čiste zavesti nazaj. V naši režiji pravijo, da je že kar veliko odzivov, tako da bomo zdaj izžrebali nekoga, kateremu bomo prebrali v zapis, v kratkem seveda. Zdaj bom izžrebala, ja. Evo, hvala lepa. Malo pomešam. Teh listkov je pa ogromen. Opa. Okay. No, evo, ja. Ime je Maja Janškovec. No, malo bom popila prej. Danes bom torej prebrala en delček zapisa Maje Janškovec. Zdajle. Potem bom pa še prebrala en del kolektivnega zapisa, torej to, kar je zdaj v tem času, za vse vas dobro, da veste. Tako da najprej se bomo osredotočili na tole gospo Majo Janškovec. Janškovec, ja. Draga duša, tvoj duh je tako pripravljen, da poletiš, da si sploh ne moreš misliti, kako je v tebi res že mnogo izkušenj pripeljalo do tega, da si dobesedno zrela, da dojamaš svojo veličino. Ne glede na to, da ima za sabo zelo zahtevno pot, tudi pot tega življenja, si zdajle pred tem, da se točno v tem trenutku ustaviš in si natočiš kozarč šampanjca in si čestitaš. Zato, ker tvoje izkušnje, ki jih gledam za nazaj, potrjujejo, da si bojevnica in da si vedno znova ustala, tudi takrat, ko so ti hoteli na vse načine povedati, da ti to ne bo ratalo. Zato, draga Maja, čestitam ti za tvojo pot, ti si že zmagovalka in torej pred tabo je samo še ta odločitev, da res snameš te verige, ki jih imaš na sebi in se odločiš, da poletiš. Želim ti vse dobro, Maja. Tako, zdaj bomo pa se povezali še s tem, ker naše vodstvo, ker mojstri želijo povedati vam. Vsem nam za popotnico v ta novi svet. Pozdravljeni, ljubljeni bratje in sestre.
Tu sem z vami, da se povežemo čisto znotraj vaših src. Tam, kjer je čista luč. Tam me lahko povabite, da vam dam roko. Da v teh trenutkih, ko ne veste, kaj bi si mislili, kaj bi sploh še verjeli in kaj bi še sploh izbrali kot svoj cilj, da čutite, da niste sami. Čutite, da vas podpiram, vse vas, ljubljeni, ki nosite v sebi gorečo željo, da se vrnete v čudovito, neponovljivo stanje enosti. Popolnoma vas razumem, da to ni preprosto. Ampak v tem času stopam med vas, preko vaših src in vas ljubim. Jezus Kristus. V novem svetu vam želim, da čutite, da ste živi. In da čutite, da ste točno v tem trenutku vi tisti, zaradi katerega se spreminja ta svet na boljše. Želim, da se znate veseliti. In za vas imam eno presenečenje. Draga moja Katja, pridi. Evo, nekaj besed o Katji. Katja je prišla na zapis, na dušni zapis, kakšno leto nazaj. In zgodil se en velik premik. Ona igra harmoniko že dolgo časa. Ampak to, kar se v tem letu zgodi, zdaj ne bom jaz v njenem imenu govorila, bo ona mogoče kdaj drugič, je toliko velika sprememba, da se sploh ne da opisati. In zdaj, vsake toliko časa kaj zapojeva. Tako da zdaj, ta trenutek bova tole zapeli za vas. Naj bo pomlad, ko sredljiva nas ulovi snabo svoje zlato. Naj bo jesen, ko dež megli prepeval spet, bo spel leden. Naj zima bo, ko snegi led, vklenila svoj objem, dosta zemljo. Čakala bom, da vrne se, in kadarkoli bo, mi bo lepo.
pomlad, ko srednji val nasule visna bo svoje zlato. Naj bo jesen, ko dež megle prepeval svoj, bo spel leden. Naj zima bo, ko sneg in led plenila svoj objem, bosta zemljo čakala bom, da vrne se. In kadarkoli bo, mi bo lepo. Ker pa smo ravno v božičnem času, vas zdajle povabim, da skupaj zapojemo Sveto noč. Zdajle bo Katja čisto šokirana, ker nisva se zmele tega. To je bil impuls. Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč, ledenica zloževam tam, levčku varje detece nam. Slavaj dete slabo, spavaj dete slabo. Sveta noč, blažena noč, prišla je nam pomoč. Dite Božje v jaslih leži, mir ljudem na zemlji deli. Rojen je rešenik, rojen je rešenik. Hvala ti, draga moja. Upam, da ste uživali. Vidite, takole si jaz predstavljam novi svet. Da se obudijo tiste stvari, ki jih imamo radi. Tako, kot smo mi včeraj imeli Avsenikov večer, smo poslušali vse te dobre Avsenikove komade in smo se neskončno zabavali. Tega nikoli ne poslušamo, ampak včeraj je bil tak trenutek, pa Katja je bila na obisku in ona ima to rada in potem smo to poslušali. Ampak smo se neskončno zabavali in toliko smo uživali, pa smo še malo zaplesali, da to enostavno se sploh ne da povedati. In to vidite, tako si jaz predstavljam novi svet, da delamo stvari, ki jih imamo radi, da se imamo ful radi, da smo prijatelji, da nekako vseb dovoljmo spet poiskati tisto, kaj nam zbudi tiste, če bi rekla, iskrce v očeh in da si dovoljmo to živeti, pa karkoli že to je. Ker v stvareh, ki jih radi delamo, je siguren Bog. In zato si ta novi svet jaz tako predstavljam, da je to svet radostnih, veselih ljudi,
ko smo do drugega iskreni, ko si povemo stvari, ki jih drugih vidimo v ljubezni in smo prijatelji. In novi svet jaz čutim v svojih celicah. In toliko močno ta svet čutim, da si ga tudi zaradi tega, ker ga res čutim, da je tukaj in zdaj želim deliti z vami. In zato vas vabim, da se na teh naših oddajah pridružite, ker nam bo vedno lušten, ker bomo kaj skupaj popeli, ker bomo si kaj lepega povedali, ker bomo imeli kakšnega gosta, ki bo presenečenje in ker bomo nekaj delili, kar mogoče že dolg časa čutimo, da si to želimo. In to je ljubezen, dragi moji. Zato vas že naslednji četrtek ob 8 spet povabim in si želimo, da res skupaj ustvarimo ta novi svet, dragi moji. Zato se zdaj v tem trenutku primimo za roke, kjerkoli ste, in začutite, da ste v ta novi svet povabljeni. In če to rečete, je to res iskreno, ker duh je novi svet. In polagam vam v srce dovolj trpljenja. Tudi če so situacije zahtevne, se da na življenje pogledati z drugačnega zornega kota. In zato ustanimo iz tega, kar je mogoče včasih tudi zahtevno. In gremo v ta svet radostni, odložimo prtljago, odložimo vse tisto, kar nas uvira, vse tisto, kar nam povzroča, da smo, ali pa nam je, rečemo temu, da je to že preteklost, da nismo bili v dobrem počutju in stanju. Tako da vse, dragi moji, je pred nami. Kar si bomo ustvarjali, to bomo dejansko živeli. In zato v teh dnevih, ki so pred nami, probimo čim bolj se spomniti, da je res ta iskra tukaj noter in da jo dobesedno pihimo v njo, da bo skozi večja, da bo ta naš žar vse večji. In verjemite, to nas bo na polno pozdravili. V duhu je moč zdravljenja teles, katere sestavlja naše bitje. Popolno zdravljenje in duhovna svoboda je, ko živimo v srcu. Hvala vam za trenutke, ki ste jih preživeli z mano in naslednjič toplo vabljeni. Bravo.